Drage moje lepotice, jutri se začne šola. Smo ga vesele. Tako da sem se odločila, da ti danes pokažem en back to school make-up tutorial, kot tudi neki idej, kako bi se jaz oblekla, če bi se jutri vrnila v šolo. Tako da začniva. Evina, lepotilnica. Kar se meni zdi zelo pomembno pri make-upu za šolo, da je ta čim hitrejši narejen, ker vse vemo, da je zjutraj dragocena in pomembna čisto vsaka minuta. Tako da ja, ni pač časa za nek glamourozen make-up. Te produkte, ki jih pa imamo, pa morajo biti dovolj učinkoviti, da naredijo torej želen efekt. Tako da nekje 5 produktov jaz mislim, da je kar realno, da bomo danes uporabile, več pa skoraj že ne, ker vzame preveč časa. Za začetek uporabim tole Erborian BB kremo. Zdaj, jaz rajš kakor puder bi uporabila BB kremo, ker pač je bolj taka lahkotna in v šoli je zelo pomembno, da ti je udobno. Torej, da ne skrbiš, a boš se kaj razmazala, kaj otisala, ampak da si res osredotočena na učenje. Tako da, evo, mislim, da bo tale odličen izbor. Ta je res taka lahka, hkrati prekrije te razne nepravilnosti. Jaz se nanesem kar z čopičem, moja pa je v odtenku Nude. Zame je zelo pomemben naslednji korak je nanos korektorja. Zdaj pri meni, ne glede na to, koliko časa spim, koliko vode spijem, koliko dobre kremce uporabljam, bojo podočnjaki vedno tukaj, ker pač sem gensko malo nagnjena k temu po očiju. Tako da, ja, je tale korektorček obvezen, torej korak pri moji rutini. Jaz že nekaj časa presegam na tegale od znamke Maybelline Fit Me v številki 05, ker je zelo tak lahek in veliko korektorja sem že testirala, pa so se usedali v gubice, ne? In so bile te gube okrog oči potem še bolj poudarjene. Malo ga bom nanesla tudi tukajle na čelo, ta korak bi lahko načeloma tudi spustila, pa jaz ga rada nanesem tudi tukajle na center noska, ker ga optično potem tako malo zoža, ampak ta korak na čelu in nosu ni obvezen, lahko ga naneseš torej samo na predel podočnjakov, pa bo čisto dovolj. Beauty blender je po mojem za korektor nekako taka najbolj hitra in enostavna izbira. Naslednji korak pa bo nanos rdečila, oziroma bolje rečeno takih perlic, kroglic. Zdaj, ko smo nanesli BB kremo, je to hkrati zelo lepo izenačen ten kože, ampak nam odvzeli to naravno barvo. In da malo poživimo, da celoten videz naredimo bolj naraven, bom evo nanesla tele kroglice. Te so mi fajn, ker imajo vseb in take rozkaste perlice in take rjavkaste, tako je nekakšen izdelek miks med rdečilom pa bronzerjem. Vzamem tale čopič, tam je fajn res tak mehak. Začnem evo tukajle pri ličnicah, potem pa tako malenkost potegnem tudi na ven. In naredi čist tak nek naraven, zdrav sijaj. Naslednji korak bi lahko tudi spustila, če ima že naravno take lepe oblikovane obrvi, ampak zame to ne pride v poštev, ker so moje obrvi take malo rdečkaste, oziroma na nekaterih delih oranžne. Sem enkrat že govorila o tem, da sem bila nekaj 5 let nazaj na japonski metodi in moje obrvi so potegane na rdečo in ta barva se zdaj sploh ne spire, oziroma se, ampak res počas. Tako da pač jaz obrvi vedno uredim. Danes uporabljam tole paletko, tale od znamke Catrice in sicer Matte and Glow. Mi je pa tale čopič eden najboljši za obrvi, na njega prisegam že leta, od Anastasie Beverly Hills. Ona je zelo v bistvu znana po make-up produktih za obrvi med drugim, tako da ta je res fajn za nanos. Na učkah ne bom uporabila drugega kot maskaro in odkrila sem res eno zelo super, tale od znamke Shiseido. Zdaj, pomembno je, da je maskara res dobra, ker vse smo bile tam, ko smo sprobavali maskare, slojile, plast za plast in potem so se trpalnice spopale, vse smo bile črne okrog oči in tudi lahko zjutraj res zagreni minute. Tako da ja, zato je pomembno, da je maskara ena taka dobra, hitra in evo ti pokažem. Ta ima take zelo debele ščetine, ampak to meni ustreza sploh za zgornje trepalnice in praktično s parimi potegi jaz dosežem to gostoto in tudi te dolge trepalnice, kakor želim. Tako da res mislim, da se pri make-upu za šolo splača investirati v eno tako res dobro maskaro. In zjutraj v svoji zaspanosti seveda ne smeš pozabiti na drugo stran. In
smo že pri zadnjem koraku in to so ustnice. Tukaj imam dve različni izbiri in sicer šminka in lip gloss. Lip gloss za vse tiste, ki ne marate šminki, ne marate preveč poudarjenih ustnic. Meni je tale zelo lepo od znamke Max Factor, tako v bistvu je ta nude, hkrati pa potegne mal na roza, da doda vse mečken barve. Potem pa je tukaj le šminka, ki sem jo največ nosila čez poletje, je hkrati tudi moja najljubša, ker je res tak zelo neutralen odtenek, jaz to uporabljam za različne sestanke, za čez dan, ko želim pač nekaj na ustnicah, hkrati pa da to ne stopa preveč. Tale je torej od znamke MAC, številka 608, odtenek Mer. In evo, z make-upom smo zaključile. Make-up je zelo tak enostaven in hkrati hiter narejen. Zdaj pa ti pokažem še 3 različne izbire oziroma 3 različne opcije za styling, kako bi se jaz oblekla, če bi šla jutri v šolo. Moja prva ideja za jutri je tale barvito rumen styling in sicer dolge svetle kavbojke, potem tale rumen barvit pas, ki se super dopolni s tole rumeno, kar prostorno torbico in majčko belo s kratkimi rokavi, ki ima vse tudi ta rumen odtenek in tako črno črto. Potem imamo tukaj športno eleganten styling, tole je taka bela majčka s 3/4 mrežastimi rokavi. Da potem ta zgornji del malenkost popestrimo, sem dodala tole mal daljšo zlato verižico s takim marmor potiskom in dolge športno elegantne rjave hlače. Za zadnji, tretji styling pa sem zbrala tole rjavo majčko s kratkimi rokavi, res tak zelo udoben material za nositi, če se ne motim, je iz H&M-a. Potem sem kombinirala z črnimi elegantnimi hlačami, take malo bolj široke so. Celoten videz pa dopolnim s temle nahrbtnikom, na sebi ima take v bistvu bleščice, tako da doda tisto piko na i. Pa še eno presenečenje imam za tebe in sicer teb in tvojima dvema prijateljcama. Pazi to, podarjam Primark bon v vrednosti 100 evrov, ki ga lahko zapraviš po mili volji, ali je to za prenovo jesenskih oblačil, ali je to za razne šolske potrebščine, ali je to za kakšne dodatke, kar bo želela. Tako da skoč na moj Instagram profil, Evina Lepotilnica je moje ime, poišči to fotko, sled navodilom v opisu in se poteguj za Primark bon v vrednosti 100 evrov. Za konec pa naj vsem, ki jutri vstopate nazaj v šolske klopi, ali je to nadaljevanje razreda, ali je to prvi letnik srednje šole, ali pač to samo nadaljevanje letnika, zaželim res eno uspešno, čudovito šolsko leto. Šola je res eno tako čudovito obdobje. Toliko ti da, toliko te nauči, toliko enih novih prijateljstev, ko skleneš, toliko enih izletov, kavic po šoli. Je tudi na trenutke naporno, itak da ni samo lepo, ampak to je enostavno del šolanja. In zavedi se, ko bo težko, da si z vsakim izpitom, z vsakim, ne vem, ustnim ali pisnim bližje temu tvojemu cilju. To je bila meni zelo velika motivacija. Sem si rekla, da sam še to se naučim, pa nikoli več ne bom te snovi se učila. Tako da imej to v glavi, ker ko se enkrat šola konča, verjem, če se ti zdaj zdi nemogoče, boš to obdobje pogrešala. Tako da, srečno jutri v vsaki stvari, probajte najti nekaj pozitivnega, probajte ostati čim bolj pozitivne, ker se mi zdi, da je to tudi ključ. Tako, ne samo v šoli do lepih ocen, ampak tudi nasploh v življenju. Tako da, mislim na vas, stiskam pesti in srečno! Čau, čau!